Ja, prenovuje, da bi lahko še vse vedeli. Mislim, pa tudi naši so malo ne. To, kad zmeri. Kukor oni pravijo, ki se najmanj spoznajo na reči. Ja, zmeri se hvatajo krivine, pa naš šport se mi zdi. V kjerikoli situaciji se bojo hvatali krivine. Samo čas smo kao, ne vem, Dunaj golfal, pol smo Beograd golfal, v navednicah, zdaj pa sam ga spakim sebe. Prekleti debili bi zdaj. Ta Švica ni šla tja, kaj bi mogli. Unamo davka plaču, kaj ne vem, ja, pizde ta davk se po take cesti se zaradi tega peleš. Ne, to ni res. To ne, pustimo to, ampak klej. Ne, pa gre pa to naprej še, ne. Ja, ni sam na najnižjem nivoju, ampak vsa ta mentaliteta gre gor do najvišjega nivoja. Tukaj pa pol problem rata. Mislim, večji nivo, večji problem bi rekel. Ja, ampak ni to, ne verjemite, da je to samo balkanska mentaliteta. Ne, ni, ampak veš, če imajo nekje, če se nekje, bom rekel, nekje bojijo, da te bojo pol to ponotraniš, da te bojo dobili najprej, pa pol mislim, po moje ne delaš tega. Saj ne v teki meri. No. Kdo je že rekel? Ne vem, no, korupcija je posod. V tem svetu, ko so vsi krivi, je edini greh, da te dobijo. Verjetno res, ne, ampak posod se dogaja, ampak na tem koncu se pa malo več. No, bom rekel, da obstajajo države v Evropi, ki imajo tega malo manj, obstajajo pa tudi države v Evropi, ki imajo tega malo več, ali pa na svetu. No, seveda, ja. Tako, ja. Mislim, zmeraj so bile pač te, ki so bile nekako, ki so imele več sončnih dni, ne, da ne bomo rekli, so bile bolj pregovorno dojemljive za kakšna prepričevanja. Dajmo se zmeniti momente. Ja, tako, ja. Ampak to ne vem, odkje to pride. Veš, mogoče res sonce kriv. Te severne so bile pa bolj... Ne, sam je, da neki soncem, veš, mislim, ima sonce, zato ker tudi temperament so merili prav, ja, to je. Da ampak, je odvisen. Ja, ne vem, pa temperament je v glavi, isto je pa ne, a veš. A veš, ne vem, če lahko povežeš temperament s tem, da pa s koruptivnostjo. S koruptivnostjo mislim, bi bilo zanimivo, to je zanimivo, to je zanimivo diplomska / doktorsko delo. Kaj to, antropologija ali kva? Ja, verjetno. Najbrž, ja. Evo, kdo antropolog? Dan podjet, lahko vprašamo na Twitterju. Kdo? Dan podjet. Ok, dajmo ga vprašati. Ja, bomo vprašali. Dajmo to gor, jaz mene. Če bi kdo to raziskal. Ali je že mogoče raziskati? Mogoče že kdo, ja. A veš, zakaj je tukaj več tega? Mogoče bo z odgovorom, ki ga bomo zdaj le slišali. Ja, halo, Dan podjet se je odzval na naše vprašanje na Twitterju in povedal tole. Ne vem, če je kakšna korelacija, je pa zanimivo vprašanje. Kot protidokaz mi je na pamet prišla Avstralija, ki ima precej sončnih dni, korupcija pa ni blazno huda. Po drugi strani pa so tu države bivše Sovjetske zveze, ker korupcija precej cveti, vsaj kot slišim. Mislim, da je bistveno pri korupciji nezaupanje v državne aparate, tega pa je v jugovzhodni Evropi precej. Ampak bolj kot vremenskim danostem bi to pripisal zgodovinskim vzrokom. Zanimivo bi bilo primerjati recimo, kako je bilo na isti lokaciji za časa Otomanskega imperija in Avstro-Ogrske. Koliko je bilo takrat korupcije? Mimogrede, tudi v bivši Jugi je bilo na istem območju korupcije verjetno manj kot danes v Sloveniji, Bosni in Hercegovini, Srbiji itd. Lep pozdrav, Dan podjet. Dan, hvala lepa, mi se pa preselimo nazaj na Balkan, kjer smo in kjer bomo očitno tudi ostali. Zakaj je tukaj ta balkanska mentaliteta, da temu tako rečemo? Zato, ker smo na Balkanu. Se strinjam, valjda. Glih je vzanče na Twitterju, ne vem, kdo je tweetnul, da... ta ena gospodična, ki je v Angliji, gospodje srčki, pogledajte, kako je Evropa še zmeraj, da je bila ta ločnica, vzhodna, zahodna, in seveda do Avstrije pa konc. Ja. Ker naši mislijo, da smo v Evropi, pa da nas Evropa gleda, da smo v Evropi. Takrat je Churchill lepo rekel, Trst, Gorlah, je železna zavesa je padla, je to, od Trsta dol. Čeprav takrat je narobe rekel. Meni je bila una najboljša, da pač...
Balkan ni Geografski pojem. Ni geografski pojem. To je to. Ja, Stanje duha. točno to, sam je res. Ne, smer v psihologiji. Saj to je eno z drugim. Ja. Lej, sem to je ta moment. Zakaj? Ker mislim, zakaj? Okay, itak se nekateri, mi nismo z Balkana, pa še kako smo, ampak. Veš, veš, kako je problem? Ne? Problem je, ker enkrat nam paše, da bi bili Evropejci, enkrat nam paše, pa da bi bili Balkanci. Ne? Ja, seveda. Kaj je treba brez računa narediti, si ful ponosen, ker imaš korenine na Balkanu, ki se tako dobro spomnil. Seveda. Kaj je treba počrpati sredstva? Takrat, ko bi bil pa rad Malfin, bi bil pa Evropejc. Bud viliškama pa to. Gospa Bucket, ne? Ja, lej, ko pa pride, ne vem. Ne, se vrame. Kaj pa prideš, širim roke? Smo spet Balkanci. Pa kaj spiješ, ne vem, pol litra šnopca, kaj greš pa nazaj na tovarniške nastavitve, si pa žval. Pa pukni zoro pa to. Pa pukni zoro pa, ja. A ste videli zdaj unga, kaj je... Je bil minister ali neki? Neki bosanski... Ne, srpski, ja. Pa minister, da je pukni zoro prepeval. Da se spomne, ko so ne vem, kje iz kjere vojne šli. Ne vem, začetek stoletja. Pa sem pa povedal, da... Benefika. Se bi nisem povedal. Ne, mislim, bolj se v tweetih sem povedal. Magnifico je pa na Instagramu posnetek dal, ki ga posluša, kao od spodaj bil pa... Celo tega nisem videl. Je pa napisal, vsako dan v vsakom pogledu vse više in više napredujem. Pa sem gleda ga čudena, veš. To je pa, kako bi rekel, genij Magnifica, da proda. Ja, da proda ponarodelo. Za narodno. Kako so rekli, nared neki, da bo... Da je novo, ali zvuči staro. Vse v bistvu res diši po nostalgiji. Tako da mende, da full folka tega ne vem. Ja, pa lej, cela Po 12 šnopcih ga tudi jaz razumem. Marakana prepeva ta pukni zoro. Ne, vala, ti si gre kocine po koncu, kad gledaš v YouTube video. Valda. Hudo. Tako da mislim, da sem že enkrat rekel, ta Magnifico dokumentar vsekakor pogledati. Ja, nujno. Je top. Nujno. Tudi tem je govora o pukni zoro, pa o... Pa v družini iz Belgije, Bele krajine. Tako je, pa njegove narodne korenine, oziroma te narodne zabave. Kako mu je fajn pa to. Tu undel je the best, ja. Pa po šola, da to je zajebano, to moraš imeti desno roko, ti mora jeti, veš, to ni. Ne. Ja, pa se on je kot muzičar, mislim, povedati, veš, to, oni te ritem kitaristi tam ne po Robert krajnih, ki moraš to delati, ne vem, od 6 zvečer do 4 zjutraj, to si lahko ti satrijani, a veš, od tirli virliš 15 minut, pa greš dam, daj ti to deli, ne vem, 10 ur, a veš. Ja, pa 10 može. Tam ni pauze, stari, tam greš dvakrat sato mes, a veš, to ni veselici se vrte. To ni šale, veš. Halo. In mu dan čist prav, ker sem probal, pa res ni šale tam. Pa tam moraš biti točen, da si te pritem je. Tako da ni hecane. Mislim pa, da je cajt, da ni heca tudi pri nas. Da to je našo debato. Štartamo z avizom. No pa dajmo. Poslušamo, če je danes kaj drugačen. Zdravo, to je podcast o življenju, vesolju in sploh vsemu. Res je. Včasih pa tudi v enem poglavju, ne? Yep. Ene full fine knjige in to je Štoparski vodnik po galaksiji. Mi smo Aljo, Peli in Zi. Naročite se, podprite nas. Hvala vsem, ki nas že, hvala tudi vsem, ki nas še boste. Še je čas za to hitrno. Hvala za vse ribe.si. Mi pa pojmo nazaj v preteklost, zato ker je treba pogledati, kaj smo delali v prejšnji epizodi.
toliko stvari, da Dogaja se. Dogaja se. Ker smo pa glih pri tem, pa sem že prejšnji teden obljubil, da ne povemo, zakaj se dogaja. Okay. Stvar je taka, Douglas je res hotel samo 2 knjigi napisati, ampak pol seveda so ga s pomočjo tistih zelenih koščkov papirja, ki jih je to gdisal v prvi knjigi. Mislim, da so bili njegovi baluni vijolični, ki je kraljica gor. Ja, okay, ja. V bistvu so ga šli. Ja, ne, čeprav, a veš, ta prva knjiga meni se zdi, da se ni tako hitro prijela v Ameriki, ker tam je pa je. No, pa tudi v Angliji, takrat, ko se je bil, mislim, ja, ampak tako, če gledaš trg, pa koliko dobiš ti od knjige, on je bil že, mu je že skero med pada že v Angliji, ne, pa še par evropskih državah, ne, ampak je rekel, da tam se pa poznala razlika od, ne vem, najel bom nov flat v Islingtonu, pa kupil si bom Forda, do Porsche. Pa nova Bano, verjetno. Ja, no, pa imaš pa Porsche, pa nova Bajto. Ja, razumem. Ja. Da je bilo to tako, ne? Da sicer je malo kar sem prišel, ampak seveda, pa založba to videla in je rekla, Douglas, daj kaj napiš, ne, Douglas poštudira, pa bi nimam nič. Ja, takrat je bilo konc, takrat je lepo, smo zaključili. Ja, smo zaključili. In glej ga zelo, kako je imel prodalu en zavrnen scenarij za Dr. Whoja. Kultno ZF serijo angleško, še zmer. Sicer to je tako v žanru bolj butično, mislim, moraš biti fan, no. Meni je tako, meni je tako otroška, no. Ja. Tako so pač otroška. Meni je tako. Mislim, da ne bomo koga užalili, čeprav pa nas najbrž ni toliko fanov od Dr. Whoja. Ne, so, jaz sem tudi slišal, so ljudje se... Ok, vsem trem... Se upravičujemo. Za vse koga užalili. Ja, ne, pa smo malo velepoteži. Ja. Meni je tako pač taka mladinska, no? Mladinska, ne otroška, mladinska, se upravičujem. Mladinska, nisem mislil otroška, mladinska. Ta moment, ja, tak. Vse je lušeno. Če dolgo nisem gledal, moram pogledati. Mislim, jaz sem zuno zgledal, ker je imel visoko frizuro. Ne vem, kaj je bil. To je bil točno tam. Ja, ampak zdaj je že nova, zdaj je bila bejba. Tom Baker. A ni bil ta... Ne, to je bil ta star. Ne, to je bil ta star. V glavnem. Zdaj je bejba, no? Ja. To vem. Ja, sam se je bil, zadnja sezona, ki je bila, ne? Ja, ki je bil velika... bejbo se je zbral, velika kontroverznost. Ja. To je modern. Ja, v glavnem, in Douglas je imel pač, v bistvu to je šlo za 6 epizod Dr. Whoja, kjer se pač dogajajo stvari. Naslov epizode je bil pa Dr. Who and the Cricket Man. Ja. Okay. A smo mi drugače sploh kdaj povedali, koliko izvodov so prodali Štoparskega vodnika? 1,5 milijona, ne, nismo. 15 milijonov. Vedel sem, da je 1,5. 1,5 je. 1,5 blizu. Sam to ni so far, ali to je so far. Ne, to je bilo v bistvu pred 2001, pred njo on umrl. Za časa njegovega življenja. Za časa življenja, ja. Ok. Koški papire, kjer je kol barve, pa zdaj pa verjetno. Ja. Sam je kul, da bi v bistvu še zmer, a veš... Kaj, da ni dobil javorevih listov za to? Ne, čist navaden Arthur Dent je bil v bistvu. Ne. A veš, on je šel, mislim, tam preselil se mal pa tam, mislim, v Ameriko, ki je mal bolj toplo. Islington lih ni znam po, ne. Ni neki tropsko podnebje. Mogoče tako kot Fort, ne, mal nekaj na plažo verjetno. Pa polno knjigo se je odločil pisati, ko sem mu rekel, če bi on šel malo v živali pogledati, pa tiste res dobra knjiga. Zdaj sem prebral, kaj je. A ne, da je fajn. Ti si rekel vrhunska v bistvu. A res, pa nisem več še slišal. No, to tudi iščem na Bolhi, pa je ni več. Okej. Je slovenski prevod tudi? Ja, in dober prevod, in res so dobre zgodbe, in res lepo napisan, pa je tak potopis, ki ga res lahko sam Adams napiše. No. Okay. Je določena humorno napisana, fajn je. No, tudi opozori na pereče teme, pač ne, kaj dela človek s planetom, na humoren način, pa ne teži, ne, a veš. Je njegov prepoznaven stil nekak pisanja, pa čistko taka fajn. Okay. Poljudno znanstvena zadeva. Ja, zelo fajn. Si jo bom nanudil. Ja, priporočam. Ja, no, tako da je v bistvu, kar se pa tega Dr. Whoja tiče, pa zdaj vemo, zakaj je šlo prejšnjem poglavju toliko na divje.
Tam je ta doktor Hujovska moč. Je ta moment, ne, da je treba malo počasi potovati pa reševati stvari. Sam ne vem, kdo je doktor Hu v tem primeru, Ford ali kaj. A veš, kaj Zahoda ni? Ford je doktor Hu. Ali pa Slarty. A veš, tudi pri doktor Huju se zmeri doktor Hu, pa njegov companion. En je zraven, ponovadi je Bejba ali pa kogarkoli. A pol je pa Slarty Bejba. Ne, Slarty ni Bejba, ne. Slarty je pač lik. Ford je verjeten, v tem primeru bi rekel. No, bomo videli. Ali pa mogoče tudi Slarty, tukaj, ja. Ampak jaz bi rekel, da sta Ford pa lih ta moment, ko sta zmeri dva. Ford pa Arthur, kaj? Ford pa Arthur, zmeri companion zraven in je to. Jaz sem pa zdaj lih pogledal in sem pa jaz sem poznam 10. inkarnacijo, 11. in 12. celo. Česa? Doktor Huja. Sem celo mal gledal, majčken, vsake kvatre. Gledal sem, ko smo satelitsko dobili, pa kaj je bil, a veš, ko se je vrtel. Ko sem gledal tudi Star Trek, pač bilo je. Jaz sem isto. Čakal, ko Godler, ne, ta isti moment, vač je cool. Mislim, sem pa šel, ko sem imel Tomič pa Godler opazovalnico, sem pa šel ene par unih, ki jih je Godler predagal, ki so pa res baje, mislim, cool, ne? Ja. Sem pa šel ene dve pogledat, ne vseh, ki jih je predagal 127, ki pač, veš, nivo. Ja. Ne, ampak so res dobre, no? Tako da te top of the tops, ne? Tako da za pogledat. No? Ja, se ve. Čeprav se science fiction zgaraj berem, se mi zdi. Da veš, kolikor se potrudijo, še zmeraj si v glavi lahko zgradiš svetove po svoje. Mislim, zmeraj tukaj imaš, Zato tudi... Še zmeraj so kultni klasiki, ki pa tudi če je, recimo, ker pač science fiction je veliko efektov, zdaj sem mogoče malo outdated, ne? Je se to, še zmeraj zgleda cool. Mislim, meni osebno, še zmeraj moraš pač zgledati. Seveda, da ampak... Z očmi takratnih, ne. Je pa valjda, malo zgledam mogoče tako. Zdaj CGI je že tako hud, da zdaj mi je ta The Expanse v bistvu res dober narejen. Tako, svet. Mislim, svet, vesolje. Ful je enega vesolja, pa ful veliko je vesolje, pa mislim, tako, veš, pokaže, kad kadri 60-ih so bili, veš, ne. Lih mi, da se to prej pogovarjali, ko so te čakala, so se liho točno tem, da zdaj s CGI-jem ti skoraj že... Čist drugač gledaš, no. Zdaj malo bolj, no, zdaj tako je že, zdaj smo že tam pred domišljije. Zdaj ti zgleda. Zdaj pa ona zgodba Expense, pa, no, se blobi pa tudi malo hitrej sfural. Mislim, jaz imam to problem ponovadi, zdaj je to problem, da preveč se zanaša v velikih primerih, ne posod, se preveč zanaša na efekte, ne pa na zgodbo. Vse to. In to je problem. Vse super zgleda, super je narejen, super, vse zgleda, ladja, vesoljska je taka, mislim, koliko sem si predstavljal, ampak kva klina, če zgodba je pa na nivoju srednješolske igre. Mislim, vse pa ti je jasno, on je bad guy in bo zdaj gobal, mislim. Ampak jem bo pa rešil pol. Jem bo pa rešil pol Sej, pa pol bo na koncu ta velik kabum, pa eno musko bo potegnili 70-ih, ki je bila ful huda, pa... Ki je bo mal na nov način zapeljal. Pa Fatboy Slim bo čekaj čez po... Fatboy Slim zdaj že ne vem, kdo je Fatboy Slim stari. To res. It's 90s, baby. No, on je takrat v 2000 to delo. Pa en bo šel idek spozje stran. Ali bi mogoče Fatboy Slim v štoparcu, pa da... On zgleda malo tak alien, mislim se. Ne, v filmu, da je kaj, veš, čeprav ne spomnim se. Zna biti. Pust, lej. Pejmo mi eno upozorilo za kvarnik. Tako, kvarnik. Ja, pejmo rajno na kvarnik. Pa na 5. poglavje, 3. knjige, ne, ko smo zvedeli... Čeprav, ne, če 5. poglavje pa 3. poglavje nista pa prav nič doktor Hujovska, ne. Ker dajmo poslušati, kaj bo zdaj avtor povedal v 5. poglavju, mislim prebral, tako da avtor, take it away. Important facts from galactic history number 2, reproduced from the Sidereal Daily Mentioner's Book of Popular Galactic History. Since this galaxy began, vast civilization have risen and fallen, risen and fallen, risen and fallen so often that it's quite tempting to think that life in the galaxy must be A, something akin to seasick, space sick, time sick, history sick, or some such thing, and B, stupid. Ja, no.
kaj bi povedali o tem? Ne? Kaj? Da je v galaksiji vse isto, kot je tudi na Zemlji. Ne? Aha, Zelo spet šala. podobno. Ne, spet je hotel biti malo šaljiv. Mislim, a veš, zdaj ne, te civilizacije se pač uspenjajo, menjajo, verjetno, da je isto zunaj pač propadajo, ne vem, karkoli. Ne. Ja. To je, v bistvu vse gre v valovih. Ne. Ja. Itak. Ja, valjda, se to ti je že Fibonacci povedal. Mislim, ja. On je to na zajčkih pogruntal. Da se ve. Ja. Da se ve. Tako da, ja, ne, vse v bistvu vse v naravi ne bi bilo nekako tako v valovih zrihtano. In ne prej, kasneje, v bistvu, tako kot smo že pač maljavženkrat rekli, ne, je sam ta kratkost našega bivanja, ne, nam daje občutek, da je stvar, ne vem, ali čist zavožena, ali da je, ne, ampak civilizacija je pač že marsikaj doživela, ne. Ja. A veš, a si ti recimo predstavljaš, že sem si zmeram, kadar grem, pa meni je Italija res čudovita država, ne, pa Italijani so mi tudi tako, drugače so mi taki zanimivi ljudje, ne, ampak a si ti predstavljaš, da so bili oni enkrat najvišja civilizacija na svetu? Ni videti. Ni videti. Dobro skrivajo. Res dobro skrivajo. Isto, kaj greš v Grčijo. Mislim, isto, ista zgodba. Veš, to so zibke civilizacije. Ne vem, Sumerci, ki so bili pač Bližnji vzhod. Glizan sem poslušal tole štorijo o Gilgamešu, ali resničen ali ne. Ja? Tam, čakaj že ta podcast, Our Fake History, no, zelo lepo te mite in legende zgodovinar, in jih obdeluje v parih epizodah eno in je razčlenil Gilgameš in pol pove, da je bil v mestu Uruk, ki je tam pač nekje v Iranu, bla bla bla, ali Iraku, in razloži, da je bil Uruk mesto, ki je imel več kot 1000-letno zgodovino. Ja. A veš? Rim, v zdajšnji dobi sta dalj trajajoči, mislim, dalj časa zgodovino mesta imata sam še, ne vem, Rim pa Atene. A veš, se ostalim, pa dobro, mogoče Peking. Da je več kot 1000 let. A veš, London, mogoče, ja, tudi. No. Ne, se je, ampak takrat recimo, ker je Rim propadel, je bilo 1000 let, ki je propadal. Ker se pa na Konstantinopol, 1000 let je propadal. Ja. Prej pa bil še ne vem koliko. Veš, Konstantinopol je rato iz ta severno pa vzhodno, se malo sem že slepo v tej zgodovini, ampak mislim, da je 1000 let je trajalo, da je on to. Ne, vzhodno pa zahodno. Ja, vzhodno pa zahodno, da je ratala pol, ne. Turčija pa pol naprej. Fucking 1000 let. Ne, veš, propadal v navednicah. V 20. stoletju smo pa zamenjali, ne vem, dva sistema, vse živo, a veš, mislim, ne, pa dramatiziramo, kada je konc sveta. Ne. Ja, v bistvu. Ja, sam, a veš, to za nas, pač za našega, a veš, ti si res v bistvu vse presojaš prek svojega življenja. Ne. Seveda. In tudi recimo pogled na vesolje imamo v bistvu toliko omejen, da si verjetno mi niti predstavljati ne znamo. Ne? To, kar si rekel, ne vem, kako pač izgledajo ti znanstveno-fantastični, pač to je neka naša predstava. Ja, itak da. Neka naša predstava, kako bi izgledali, in verjetno, če bi se, ne vem, eni res pojavili, ne, bi to izgledali verjetno, adijo. Ja, seveda, ne. Če bomo enkrat rešili v vesolje, bo te stvari v vesolju najbrž res tako izgledale, zato ker to pač ljudje radi naredimo, da če nekaj že narejen, malo pokopiraš, pa če dejansko dela je pol v redu, veš, ne. Malne nobe pa ne. Je le prisotna. Je le prisotna, ne. Tudi, ja, no, v glavnem. No, kaj gremo naprej? Se ne moš kaj dosti naprej. Ja, se ne preveč, ja. Mislim, da smo že skoraj tle, kar se Ujebela cesta. Ja, ne, je pa. Ne, tako da v bistvu je ugotavljal, da mora biti življenje v galaksiji okuženo z nečem. Kar je podobno morski bolezni, ne? Se pravi, da pridemo do tega valovanja. Ne? Ja, morska, časovna, zgodovinska ali pa ne vem kakšna bolezen. Ne? Ampak pol v drugi točki pa v bistvu izpostavil tudi eno precej očitno stvar, ne? Ja. Da je pa mogoče sam butast. Kar je tako dobra šala, da je skoraj res. Ja, sej zato. Ker je tako spet poudarjanje, ne vem, nekaj tazga, ker bode v oči, ne?
pa v bistvu si mogoče nočemo priznati, ne, zaradi tega, ker pač. Kaj preveč pred faco ti je, preveč očitno je, da bi rekel, pa sej, a je mogoče res butac, ne, a veš. Mislim, ne, mogoče dejansko res nima nobenega smisla. V time spanu naših življenj najbrž ne. Ne, mogoče tudi nasplošno nima nobenega smisla. Pač zgodijo se stvari, ena za drugo, neko sosledje. A veš, mi ljudje iščemo pomen v stvarih. Ne? Mi si moramo stvari razložiti, zato da nam je pač naš svet, ki ga imamo, ki je zelo majhen, Ja. da nam je lažje v njem živeti. Ja. Ne, mi si skalamo to na vse stvari na neko svojo raven. Ne? Seveda, ja. In nam bi možgane raznesli, da bi ugotovili, da v bistvu dejansko vse skupaj nima smisla. Da je pač tako nareden, pač živiš, ok. Pa se nekaj zgodi. Ja, sej, pa sej v bistvu ni tako slabo, čeprav pomisliš. Ne? Pač počakaš, da se ti life zgodi, pa je. Ker vedno se ti bo. A veš, tako kot John Lennon rekel, ne? Da medtem, ko ti delaš plane v lifeu, se ti life zgodi. Ne? A veš. Ja, valjda ne. Med kavo pa med viskijem. Ja. Vnumesen čas, ne sem treka. On je imel med kavo pa med horsom, ampak kaj ne. No, ok, lej se. Whatever floats your boat. Kar ti dogaja, valjda. itak. Mislim, Ker si lahko prvošiš. Ja, ne. v bistvu je to, ja. A veš, če si lahko prvošiš sam per, je per, a veš, če si lahko prvošiš viski, je viski, če si lahko prvošiš pa 200 let star viski, je pa 200 let star viski. Kako je že on rekel? Je rekel, imam probleme z alkoholom, ne morem si ga toliko prvošiti, da bi ga spil. Tako da, no, v bistvu, mogoče res nima vse skupaj nekega hudega smisla. Mislim, vmes se moraš imeti fajn, pa moraš se zabavati, pa moraš se imeti čim bolj dobro. To jaz mislim, da ja, ne, pa fajn je, če lahko počneš čim več tega, kar rad počneš. Ja, pomaga. Če ne druzi za tvoj glav, je dobro. To, drugače pa, da bi pa zdaj se sekiral ne vem, Ne, a veš, v bistvu smo ugotovili, ne, da ne smeš zapenati za neke ideje, ne, oziroma da tokrat, kukor se je recimo v zgodovini vse spremenil, neke dogme oziroma neke resnice, ki so bile v tistem času, so bile zacementirane. Absolutno, ne. In so tudi recimo danes, ne, imaš neke resnice, ki so se eni pripravljeni pač pobiti za nje. Ne. Več teh resnic je. In da v bistvu ni nobenega stališča, ki bi ga, če pogledaš samo čez zgodovino, pogledaš, ni enega stališča, ki bi ga lahko zagovarjal dejansko življenjem, da je to tako, kot je. Ne, mogoče razen gravitacija. Pa da to, da moramo jesti pa piti. Ja, ok. Ja. Ne, ni treba, eni si rekel, da je prana. Samo gravitacijo. Samo gravitacijo. Če je prav, je res. Kaj pa če ta gravitacija, samo simulacija? Če je zemlja. Ne, vam povem najnovejšo. Prosim, najnovejšo zaroto. Dej. Zdolk nismo imeli zarote. Ta bo zdaj malo, ne vem, ne bo šovinistična, ne? Ja. Ampak, da so si vlade, pa obveščevalne službe, so si zmislile feministična gibanja, da so spravile ženske delati in da lahko zdaj še to drugo polovico prebivalstva obdavčijo. A da se pravi, AFŽ ni ratu sam, ampak so se ga oni izmislili. To so uvalili nam, da ženske niso več doma, da grejo delati, da oni lahko zdaj davke še od njih pobirajo. Zupan, če to poslušaš, prosim. In še. Ne, prej je ženska vzgajala otroke doma, zdaj ga pa ti v državno šolo, kjer ga oni lahko programirajo. Seveda, zdaj pa ja, to je to. To je to, kot sem prej si mi ni zdel verjetno, zdaj pa je, to je to. To je to. Sam en disclaimer, Zupan, če tole poslušaš, prosim, ne šizant do plafona. Zdaj, pa se je rekel, da je teorija zarota, se je rekel, da je to. Nisem jaz rekel, da to verjamem. Se ne, da to verjameš. Sam Zupan bi te teoretike, če bi jih srečali, bi mu veno bi mu pregrizala. Razumeš, ker to pa je piskar dvigne. Tako da zdaj malo v izi. A misliš, da je bilo bolj enostavno, da si bi oni spomnili, pa bi samo obdavčili ženske, pač ne vem zakva. Ja, ne, kam je tako dobro. Zdaj so te tudi najprej izumeli virus, zdaj te pa s cepivom pobijajo. To je ta, ja, to je ta.
Isto, to je dvojni twist. Ja, twist na twist. Ja. Pa so povedali, kakšne barve so, a mislim, so to ljudje, so humanoidi, so reptile, mislim, tako, da je tako, so si Beatles že ali še ni še? Don't kill the messenger. Ja, ne, Se sem vprašal, če še kaj zraven, če še kaj lizard people. Ja, to. To se mi zdi, da te prave, te A-klasa teorije zarote. Mora biti še to lizard. dvojni twist, pa mora biti pa še, ali mora biti Masoni, ali mora biti lizard people, a veš. Najmanj Masoni, tukaj Ja. so Masoni, po mojem, z tega, ker so To, cija da pa je to. sam vlada, pa cija, to je tako low life teorija zarote. Ja. To, A to se skrb zmenili? Vse vlade? Lej, Ne more se zmeniti niti da- Žalo, Ni me vse to- vlade se lahko zmenijo, ker so se zmenili tudi za COVID, to vemo. Ej, to je uno, itak, kaj že uno, ko smo se že zadnjič pogovarjali, uno, ta velika... Bilderbergi. To, ker se zmenijo tam. Tako je. Tam, ker se oni zmenijo. Ja, to. Ja, sem šel gledat, sem videl, ja, pridejo z avti. Z avti pridejo? Ja, parkirani so bili avti pred uno bajto Bilderbergi. Ja. Ne, vsi Ne, te drugi pridejo z Aha. avti. Ja, ker tam nekje v enih hribih. Ne. V hribih so. Ja. Ja, To je tako, kot Nekaj ne bereš zapiskov, vse sem imel. Ja, si dal zapis, da seveda. berem, itak da berem, zmeri Sam vsaj. pozna- Sem toliko časa nazaj, veš, da je bilo to. Da pa to peta epizoda. v Davosu ali nek se dobijo. A sem se itak dobil, še izmeri tam, valjda G5 pa to, pa G12 pa to. Ja. Oni se- V bistvu se skozi dobivajo. Ja, A zakaj misliš, da OZN dela? Misliš, da so oni za dobrobit človeštva? Jaz sem tisti na takrat se hribu, to je menijo. v New Yorku. Tudi tam se dobijo, okay, ne? Pa se malo zmenijo. Sem ti Bilderbergi, so drugi. Vem, Ne, vsi so isti. To so vsi isti. To je Ne, vse. oni so isti, ampak Mislim, niso ja, te- dobro, niso oni ti so kao oni- OZN-i, to Ne, mislim. oni so Čak, a veš, kaj, Oni so nad oni- temi OZN. Ja. To. ne, veš, kaj me Master zanima? of Puppets. Ja, veš, kaj me zanima, če a Who's so te, watching a the veš, Watchmen? pri teh Bilderbergih, ki se dobijo pol tudi Masoni, pa Lizard People, pa vsi ti, a veš, to me Ne, oni so zanima. petek na neural connectionu med sabo, lizard people. Se oni se oni pa ne rabijo Ne. dobivati, zakaj Oni hodijo do imajo voz? internete. On ima mentalni internet. Mislim, če- Internet teles. Ja. Mislim, Mislim, no, ne vem, to res- ugibam. Ne, se to sem si jaz zdaj Mislim, razmislil, to nisem to čez res ziher, ne ampak pije ziher. vode. Lizard, po moje, če bi bil lizard, bi mogli telepati, ne, po moje. Ja, ok, pa se pa samo oni masoni dobivajo. Masoni pa se. Ja, To se pa že verjetno od križarskih vojn, verjetno. valjda. Hale pa to. Hala, Templarji. Ja. tako. Ok. Okay, Ja, to je to, kaj zaključimo, ali kaj? Ja, to je to. Pa Ne, da- to, kukar na je, te- kukar je, to je. On Ted Bombshell, ne, kot bi Jaz rekel sem Clarkson. za B. Za kaj, za Mason? Odgovor B. Ja, odgovor Ok. bi, da pač A življenje ja, ja. je butasto. Odgovor B. Ja. V resnici, ja. Ja. Mislim, Jaz tudi sem kar pač sem, ne. tako bi rekel, življenje je tako, kot je. Ne. Zdaj pa. Ja. Pridi mač. Mislim, da je Douglas že v štartu ne, pač izdal, da je njemu, mislim, že, da veš, s tisto, ne, da so eni rekli, da že z drevo ne bi mogli jeti. Ne. A veš, že tam je malo nakazoval, da. Kako se Da temu ni reče? res ne bi smeli. Ja, Da play. mislim, Bolj, da smo gor lahko ostali. No. njemu, čeprav eni res ne bi smeli. Ja. Ok, dobro, pečino bežalnik. Ja, kako nas lahko ocenite, recenzirate ali pa pošljete citat ali pa kaj tretjega, vse piše na hvala za vse ribe.si. Na družabnih obrežjih smo posod, apno opravičujemo se. Vaša podpora šteje več kot kakšna propadla civilizacija. Hvala vsem, tudi bodočim. Civilizacija? Propadlim, ja. Ja. Ja, lej. Mislim, po tej logiki so vse civilizacije. Ja, bo vse šlo v K. Ja, vse. Ja. Ta Sodoma in Gomora, ki se zdaj dogaja. Tako. O, Madonna. Jebem ti. Čeprav bi so pol, ne, urede. Ja. Se Ja, ne, kar povej. Kar povej, dej, Ne, kar ne, dej ne. ven, če rabaš Ne, več ne, se ven. hoče reči, da pol ne rabijo v bistvu niti dodelati, ker vse brez veze. Ja, mislim, imam. Ja, Ne, ampak- v bistvu dajte vse. Vse dajte, kar imate. In nekaj vse v kurac. Mislim, bolj Ne bo šlo urat. Ja. Vse. Ja, Boš, da vam mi poberamo, kaj je inflacija. Ja, In kje lahko, točno to. kje lahko donirajo? Na hvala za vse ribe.si. to. Ja. Zanimivo. Dobro. Z vami smo bili 3 jezici apokalipse. Oh. Alijo, peli in zi, četrt pride kasneje.
Manj stroškov, ali kako se že Ja, reče, ja, ja. po dobrih vilah. Tako, in če ti ta podcast všeč, Ja, kje smo, kurc, Ja, kapitalizem je. ja. Skratka, če ti tole všeč, ta podcast všeč, ga lahko deliš, oceniš ali podpreš. Hvala za vse ribe.si. Takle imamo, ne? Ja, le. Dobar. A redu. Narejen.